pozdrav iz prelepega Bohinja. Moje ime je Monika Golja in prihajam iz majhne vasice v Zgornji Bohinjski dolini, ki se imenuje Reka, kjer se tudi danes nahajamo. Danes sem tukaj z vami zato, da spoznamo nekaj ducat ali pa kakšno več ali pa manj uporabnih rastlin, ki jih najdemo v okolici našega hiše, našega doma ali pa v bližnjem gozdu ali na travniku. Tole tukaj je pa moja cajna, moja zvesta spremljevalka na nabiralniških poteh in naš današnji cilj je, da jo napolnimo. Pa se kar ustavimo pri naši prvi rastlini. Tole tukaj je dolgolistna meta. Prepoznamo jo po njenih dolgih listih in pa po značilnem vonju, ki malo spominja tudi na tisto meto, ki nam raste na vrtu. Zdaj, met je res veliko različnih vrst, ampak imajo vse nek tak značilen vonj in vse so užitne. Rade imajo mokre travnike ali pa kakšna nabrežja, tukaj recimo smo v potočku. Uporabna je cela rastlina, tako listki, stebelca kot tudi cvetovi, ki pridejo kasneje poleti. Uporabljamo jo lahko za razne sladke jedi, za dodatek kakšnim osvežilnim pijačam, iz nje lahko izdelujemo sirupe, dodamo jo lahko recimo tudi mlademu krompirju. Danes jo bomo pa uporabili za sveže iztisnjen sok. Danes imamo srečo, da zraven naše mete uspeva tudi kopriva. Res vsestransko uporabna in zdravilna rastlina. Uporabna je prav cela rastlina. Rada ima v bistvu dobro obložena tla, kakšna tudi recimo v potokih, tukaj imamo spet v potoku ali pa v robovih gozdov, tudi na vrtu jo najdemo. Je pa znano, da zemlja, iz katere raste kopriva, je bogata z dušikom. Danes bomo uporabili njene vršičke, ki tudi malo manj žgejo kot pa celotna ostala rastlina. Žgalne laske ima kopriva po steblu in na spodnji strani listov, na zgornji strani ne peče. Tele vršičke bomo odsvrli in jih dodali kot nek hrustljav dodatek naši jedi. Drugače se pa iz listov lahko dela tudi špinača, koprivova juha, dodajamo lahko raznim omakam, lahko pa jo tudi sušimo za čaje. Tole tukaj pa je že ozkolistni trpotec. Poznamo tri vrste trpotca, poleg ozkolistnega ali suličastega poznamo tudi širokolistnega in pa srednjega. Razlikujejo se po listih in pa po cvetovih. Ozkolistni trpotec je najbolj zdravilen in najbolj uporaben izmed vseh trpotcev. Danes bomo v bistvu uporabili njegove cvetove. Cvetove lahko ocvremo in jih uporabimo kot nadomestek ocvirkov. In danes bomo spet to dodali naši jedi kot še nek dodaten hrustljav dodatek. Drugače pa z listov lahko jih sušimo in z njih pripravljamo čaje, lahko iz njih pripravimo tudi sirup za lažje izkašljevanje. Je pa to res zdravilna rastlina. Če se slučajno nekje na travniku ali pa tako, da nimamo v bližini prve pomoči, urežemo, lahko liste zmečkamo in jih damo na našo ureznino in nam bo v bistvu zaustavil krvavitev. Rad ima pa suhe travnike, dokaj sončno lego, najdemo ga pa tudi recimo tukaj, ker je bolj kamnito in suho vse skupaj. Pa smo že pri eni taki srčkasti rastlini. Tole tukaj je zajčja deteljica. Včasih so ji rekli tudi božji kruhek, zaradi tega, ker so jo pastirčki, ki so bili na paši, vmes. Da jim ni bilo dolgčas, da niso bili lačni zobali. Lahko je v prevelikih količinah je lahko nevarna, ampak je nikoli toliko ne pojemo, da bi nam lahko škodila. Uporabna je predvsem sveža za kakšne solate. Včasih so jo dajali v solate namesto kisa, ker fajn zakisli, ima tak kiselkast okus. Drugače pa lahko dodajamo tudi vloženi zelenjavi. Lahko pa jo svežo stremo in
jo damo na kakšne utekline, zaradi tega, ker ima hladilen učinek, tako da nam bo znižala ali uteklino ali pa kakšne pike žuželk. Vsebuje ogromno vitamina C, celo več kot pa dvakrat več kot pa ena limona. Tako da je tudi kar vsestransko uporabna rastlina. Danes jo bomo pa uporabili v soku. Tole tukaj je pa že meni osebno najljubša rastlina, materina dušica, verjetno jo kar poznate. Zdaj rada ima suhe travnike ali pa pašnike ali pa kakšne kamnite razpoke, bolj višje, kot jo boste našli, več kot bo imela sonca, bolj nehvaležna tla, kot bo imela, bolj bo v bistvu aromatična, tako da vam priporočam, da jo nabirate čim bolj v visokogorju. Uporabna je celotna rastlina, spet listke posmukamo iz stebla, ravno tako pa so uporabni cvetovi. Cvetov zdaj tukaj še ni v bohinju, ker je vse skupaj malo kasneje. Konec maja se bodo že začeli kazati. Drugače listke pa lahko najdemo skoraj skozi celo leto. Je sorodnica timijana, poznamo spet več vrst, ki pa so vse užitne, so res zelo aromatične, na splošno krepijo in poživljajo. Že samo, če se v bistvu takole dotaknemo rastline, ta eterična olja nam dajo neko dodatno energijo. Uporabljamo jo lahko povsod, kjer bi drugače tudi uporabili timijan, se pravi kot začimbo, na kakšnih mesnih ali pa zelenjavnih jedeh. Lahko jo tudi sušimo in jo uporabljamo kot začimbo ali pa jo uporabimo tudi za razne čaje, za sirupe in tako naprej. Danes jo bomo nabrali, njene listke uporabili v našem namazu. Mogoče še majčkeno o samem nabiranju rastlin. Tukaj pri materini dušici je dosti nazorno lahko prikažemo, kako če puljimo rastlino, pa puljimo lahko tudi njene korenince. Tako da moramo biti pri nabiranju pazljivi, da res trgamo in da ne vlečemo, zato da ne izpuljimo korenin. Lahko nabiramo tudi z nožem, pazimo pa res to, da ohranimo rastišče še za druge. Poiščemo rastišče, ki je v bistvu tudi malo odmaknjeno, recimo od ceste, ki je čisto. Poskušamo nabirati čim bolj lepe rastline, lepe liste, ker na vsezadnje bomo to jedli. Enako kot v trgovini, verjetno sadje tudi izberete najlepše, ker veste, da boste to jedli. Tako da boste tudi pri nabiranju rastlin pozorni na to, da res naberete čim lepše rastline. Pa seveda poskrbite za to, da se rastišče ohrani tudi še za naslednje leto ali pa še za kakšne druge nabiralce. In spet tukaj zraven materine dušice, oziroma kar znotraj nje, uspeva še ena rastlina in tole je divji luk. Naša Slovenija je toliko fajen prostor zaradi tega, ker so travniki res polni raznih rastlin, ki so užitne, ki so uporabne in vse praktično najdemo skoraj na enem kupu. Divji luk poznamo več vrst, zdaj od raznih zelo tankih podobnih drobnjakov do tudi kakšnih večjih podobnih porov recimo. Divji luk uporabimo lahko povsod, kjer bi želeli uporabiti čebulo ali pa česen. Meni je recimo v temle času zdaj zelo prav prišel, ker mi je zmanjkalo čebule, v trgovino nisem mogla, pa sem šla samo na travnik po divji luk. Se pravi, uporabna je cela rastlina, od čebulice pa do cveta. Zdajle v začetku maja ima šele nastavke za cvet, še ni začela razcvetati svojega cveta, tako da bomo v bistvu uporabili tisto, kar zaenkrat imamo na voljo. Previdno jo izkopljamo ven iz zemlje, jaz si pomagam z nožem. In če si pogledamo pobližje, lahko vidimo, da ima takele temne čebulce in če jo olupimo, nas noter že čaka taka prijetna, lepa bela čebulica, ki jo spet lahko razrežemo,
uporabimo celotno steblo in tudi cvetove. Ko se pa cvetovi še razprejo, pa v bistvu to lahko potrgamo in dodajamo solatam. Se pravi, super je v kakšnih solatah, lahko tudi z njo kuhamo, jo dodajamo raznim jedem. Danes bomo v bistvu dodali našemu zeliščnemu namazu. Tole rastlino za mano verjetno upam, da vsi poznate. Reče se ji navadni jagodnjak ali pa recimo gozdne jagode in trenutno še cveti, nažalost še nimamo plodov, bomo pa danes uporabili njene liste. Se pravi, uporabni so tako plodovi kot listi, rada ima senčno lego, takole malo v zavetju, na robu gozdov. Zdajle letos se mi zdi, da bo zelo veliko jagod, ker so veliko gozdov izsekali in je v bistvu podrast na vrhuncu, tako da v gozdne jagode. Danes kot sem rekla, bomo uporabili njene liste. Svetlo-zeleni so mlajši, tako da te so slajši in bomo uporabili njih. Lahko jih v bistvu sveže iztisnen sok iz njih naredimo, lahko jih dodajamo spet kakšnim namazom, sladicam, lahko jih tudi posušimo za čaje. Suhe lahko tudi zdrobimo in jih dodamo kakšnim kremam za zobe, če recimo sami doma delate kakšne zobne paste. Drugače pa so jo včasih uporabljali tudi za začinjanje mesa. Če je meso ostalo, če je moglo pač biti čez noč recimo v marinadi, so v bistvu posušene liste jagod premazali čez meso in je tako dobilo nek tak malo boljši okus. Čaj dobi neko ostrino, tako da je nadvse stransko uporabna v raznih čajnih mešanicah. Danes jo bomo pa uporabili pri soku. Pa smo že pri rastlini, ki mi v bistvu, ko hodim po gozdu in ko jo zavoham, privab nek nasmeh na usta. Zdaj, zakaj govorim o njenem vonju? Zaradi tega, ker je to rastlina, ki se imenuje navadna smrdljivka. Ampak po vonju je meni osebno daleč od tega, da bi smrdela. Ima zelo tak značilen škrobast vonj in spominja na krompir. Tako da včasih so ji rekli tudi krompirjevka, znana je pa tudi pod imenom gozdni regrat, ker zelo spominja na regrat, tako listi kot njeni cvetovi. Rada ima v bistvu gozdna tla, tako da najdemo jo predvsem v kakšnem listatem gozdu. Tukaj je recimo dosti tudi med travo, ampak če zavohate vonj po krompirju, boste sigurno najdeli smrdljivko. Uporabna je cela rastlina, listi in cvetovi. Listi se uporabljajo seveda kot solate, povsod, kjer bi recimo rabili nadomestek krompirja, ali pa čisto normalno solata iz smrdljivke, ki lahko dodate tudi recimo krompir ali pa kakšna jajca, lepo zabelite, pa imate super nedeljsko kosilo. Lahko pa uporabite tudi cvetove, ki jih ali dodate solati noter ali pa dodate kot recimo dekoracijo. Danes jo bomo pa uporabili v našem namazu, ki nam bo dal pač nek še tak škrobast okus, pa še eno dodatno raznolikost. Pa smo že pri bršljanasti grenkulici. Že samo ime pove najprej, kako bo izgledala. Takole bršljanasto se razrašča, podobno kot bršljan, ima tudi zelo podobne listke, zaradi tega tudi tako ime. Grenkulica nam pa verjetno pove, da bo njen okus zelo grenk. Rada ima v bistvu razne vrtove, ob kakšnih živih mejah, pod grmovjem, v travnikih tudi, tako da jo res lahko najdemo praktično skoraj vse povsod. Je pa v bistvu v visoki travi zraste dosti visoko, ima tako zelo prijeten vonj, ki nas v bistvu lahko zavede, ker okus je res grenk. Ima pa tudi takele vijoličaste cvetove, tako da lahko jo uporabimo tako svežo kot suho. Suho seveda sušimo za čaj, svežo pa v bistvu lahko iztisnemo iz nje sok, lahko jo spet dodajamo raznim omakam, juham recimo, ker s samim kuhanjem tudi zgubi malo na grenkobi. Danes jo bomo uporabili v našem zeliščnem soku.
Evo, tukaj med grenkulico pa je že naslednja rastlina. Tole je navadni arman. Njegovo latinsko ime, Achillea millefolium, je v bistvu se prijelo zaradi Ahila. Ahil v Iliadi, se pravi glavni junak Iliade, naj bi mu bogovi razodeli, da arman zaustavlja krvavitve. Tako da je svojim voščakom v bistvu na rane polagal to rastlino in zaradi tega tudi pride to ime. Tako da rastlina zaustavlja tako notranje kot zunanje krvavitve. Uporabna je celotna rastlina, v začetku pomladi bolj njeni listki, kasneje, ko naredi steblo, pa tudi v bistvu popki in pa cvetovi. Uporabna je sveža in suha rastlina za čaje in kot začimbo. Sveže listke bomo pa uporabili danes v našem namazu, drugače pa za začinjanje kakšnih pestih, zelenjavnih, spet raznih slanih jedi. Moramo biti pa previdni, ker je kar grenka rastlina, tako da pazimo, da je ne damo preveč, drugače nam lahko prevzame celoten okus. Rada ima pa travnike, kakšna obdelana tla, raste tudi ob poteh in pa sploh ob kakšnih vrtovih. Zdaj, naše rastline smo nasekljali, se pravi, uporabili smo smrdljivko, arman, materino dušico in pa divji luk. Dali bomo zdaj v naš namaz. Zdaj sem danes za osnovo pripravila namaz iz sončničnih semen pa čičerike, zaradi tega, ker imam sama problem z mlečnimi izdelki, tako da za kakšne veganske namaze je to super rešitev. Drugače pa lahko za namaz uporabite tudi kakšno skuto, kislo smetano, ni da ni, no. Pa smo v bistvu nasekljali rastline na drobno, zdaj bomo to vmešali not, potem pa lahko po potrebi še solite, poprate, dodate, ne vem, kakšen limonin sok. To je pa čist stvar želja in okusa. Namaz bomo namazali na kruh in za povrh dodali še ocvrte koprivove vršičke in pa ocvrte cvetove ozkolistnega trpotca, ki res dodajo en tak hrustljav dodatek. Tole zraven izgleda kakor kava, pa ni, je pa vseeno ena taka malo poživilna zadeva. Je pa v bistvu sok, ki smo ga pripravili iz mete, bršljenaste grenkulice in pa zajčje detelce. Tako da sem jih v bistvu v blenderju izsekljala, dodala malo vode in na koncu precedila. In na koncu pride taka tekočina podobna kavici. Tako, namaz je v bistvu zdaj zaključen, ga lahko damo kar na kruh. Lahko stvar tudi okrasimo s kakšnimi travniškimi cvetovi. Jaz vas res spodbujam in vam dajem v izziv, da greste na travnike, da si naberete, da si naredite nekaj sami, da uporabite svojo domišljijo. Predvsem pa bodite previdni, da nabirate res tisto, kar poznate, da ne boste nabrali kaj, kar vam ne bo preveč všeč. Drugače pa vas povabim, da za kakšne nasvete še vseeno obiščete mojo Facebook stran. Tam imam še kaj več napisano o samih užitnih rastlinah. Lahko se oglasite tudi v komentarju. Drugače se vam pa zahvaljujem, da ste me poslušali in upam, da vam karkoli od tega pride prav. Pa dober tek!